Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Slovenska demokratska stranka je danes v okviru aktivnosti pogovorov o programu za prihodnost opravila tudi del teh aktivnosti v smislu srečanja z mladimi, ki so aktivni v Slovenski demokratski stranki. Pogovarjali smo se o premikih, ki smo jih dosegli v tem mandatu, ko gre za vprašanje izboljšanja statusa mladih, seveda, ko gre za vse tiste stvari, ki bodo v prihodnosti v odločilni meri kreirale življenje prihodnjih generacij. V zvezi z projekti, ki smo jih izpeljali v zadnjih 4 letih, smo govorili o prebojih, ki so bili doseženi. Zdaj s tem na prvem mestu omenim povečanje možnosti za kvalitetno izobraževanje. V zadnjih 4 letih je bilo ustanovljeno 20 novih visokošolskih institucij, med njimi tudi nova univerza v Novi Gorici in mednarodna univerza v Piranu oziroma Evropsko-Jazemska univerza. Ta zadnja bo bistveno izboljšala kvaliteto izobraževalne ponudbe v Sloveniji in glede na to, da je to tudi eden od projektov, ki je mednarodno podprt, tudi mednarodno financiran, ga štejemo za enega od pomembnih konkretnih dosežkov slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Od ostalih premikov v tem mandatu naj navedem to, da smo zagotovili evropska sredstva za sofinanciranje mladinske infrastrukture in mladinskih programov, znatna sredstva. V tem času se je povečalo število mladinskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko mladih. V času vodenja Evropske unije so bili mladi eno od prioritet. Uspešno smo povezovali mladinsko politiko, odprli nekaj zanimivih razprav v Evropski uniji v tem času. Od konkretnih premikov na prvem mestu omenim dejstvo, da se je v tem obdobju zmanjšala brezposelnost mladih. Prej je vse skozi tudi v času, ko je Slovenija zmanjševala brezposelnost. Brezposelnost med mladimi bila velik problem. To je bil te tako imenovane strukturne brezposelnosti, še vsej mladi, ki so učevali višje ali visoke šole, so težko prišli do zaposlitve. V zadnjih 3 letih je prvič od osamosvojitve naprej tukaj prišlo do znatnega premika brezposelnost v kategoriji mladih do 26. leta se je zmanjšala za 10 odstotnih točk in trend je še naprej pozitiven. Zagotovili smo brezplačen topli obrok za srednješolce, ki so bili doslej izvzeti iz tovrstnega subvencioniranja. Sofinancirano je bivanje drugega in vseh naslednjih otrok, ki sočasno bivajo v dijaškem domu. Predvsem pa, ko govorimo o dosežkih zadnjih let, še enkrat poudarjam dodatne možnosti, razširjene možnosti v ponudbi izobraževanja, kar je eden od temeljnih pogojev za to, da si mladi pridobijo ključno popotnico za življenje. In zdaj smo v bistvu pri osrednji točki programa Slovenske demokratske stranke za obdobje 2008-2012 naprej, programa za prihodnost. Eden od osnovnih poudarkov, ki predvsem zadeva mlade, so enake izhodišne možnosti. Enake izhodišne možnosti kot eno od osrednjih točk socialnega dela programa Slovenske demokratske stranke pomenijo, da gradimo takšen pristop k reševanju javnih zadev, ki omogoča, da imamo vsi, ne glede na to, kje se kdo rodi, v kakšni družini se kje rodi, v kakšnem socialnem statusu se kje rodi, enake izhodišne možnosti za uspeh v življenju. In tukaj je na prvem mestu ključna pravna izobrazba. Izobrazba je nekaj, kar tisti, ki si jo pridobi, sistem pridobi neko trajno vrednost, tega mu ne more nihče vzeti. Znano dejstvo je, star pregovor pravi, da je to temeljna popotnica v življenju in da je suveren vsakega človeka v znanju. S tem, ko se je razširila
mreža više visokošolske ponudbe, smo naredili v zadnjih letih velik korak k temu, da je to dejansko ta najpomembnejša popotnica v življenju dostopno vsem. Naslednji korak delamo z uvajanjem pokrajin, ki bodo bistveno zmanjšale regionalne razlike v Sloveniji, s tem tudi mladim omogočile boljšo ali pa kvalitetnejšo, hitrejšo dostopnost do izobrazbe in do drugih javnih dobrin. Na drugem mestu so tukaj štipendije. V prihodnjih letih želimo, oziroma bomo okrepili štipendijsko politiko, spodbujali tudi povečanje deleža sredstev v okviru štipendijske politike za nadaljevanje študija v tujini, s tem, ko je Slovenija članica ne samo Evropske unije, ampak njenega jedra, pravi tudi evroobmočja, so odprle mladim številne nove možnosti. Mi želimo, da so te enako dostopne vsem, ne glede na socialni položaj, in ta namen bomo okrepili štipendijsko politiko. Na naslednjem prioritetnem mestu so povečane možnosti za zaposlovanje. Tudi tukaj je zelo pomembno, da so te možnosti čim bolj enake, ne glede na to, ali nekdo živi in si ustvarja pogoje za življenje v Ljubljani, v Murski Soboti, v Kopru, Novem mestu, v Goričnem, Barjanskem, kjerkoli drugje. Tukaj bo potrebno še veliko postoriti, da so premiki, ki so bili doseženi v zadnjih letih, dobra podlaga za to, da se tudi ta možnost približa, in to ne glede na geografsko lokacijo. In zadnje prioritetno vprašanje pri zagotavljanju enakih možnosti in s tem tudi pri zagotavljanju mladih generacij pogojev, ki bodo omogočili uspešno vključevanje v aktivno življenje, je stanovanjska politika. V prihodnjih letih bo bistveno večja skrb namenjena neprofitni stanovanjski izgradnji, in to, kolikor je možno enakomerno po celi državi. Hkrati pa bomo skušali tudi za stimulativno davčno politiko zagotavljati, da bodo stanovanja dostopna tudi mladim družinam in mladim. Toliko na kratko o prioritetah, ki so bile nekaj že realizirane, in prioritetah, ki so v našem programu za prihodnost. Tudi pri pripravi tega programa je sodelovalo veliko število mladih in enako bo tudi pri samem izvajanju. Čisto ob koncu omenim še pozitivno izkušnjo, ki imamo iz zadnjih 6 mesecev. Kot veste, je Slovenija v prvi polovici letošnjega leta vodila Evropsko unijo, predsedovala Evropski uniji. Zato, da smo ta projekt uspešno izvedli, smo dodatno angažirali nekaj 100 kadrov, ki so delali samo na nalogah predsedovanja, v glavnem mladih, veliko mladih v 30. leta. In ta izkušnja je izjemno pozitivna. Tukaj se je ta odločitev in ta poteza obrestovala. Z njihove strani je bilo veliko novih idej in tudi naši kolegi in drugi države Evropske unije, ki so prihajali v stik z njimi, so zdaj v koncu predsedovanja polni pohval za njihovo delo, prizadevnost, pa tudi za inovativnost. In ta pozitivna izkušnja je nekaj, kar želimo odkrati tudi v naše ukrepe v prihodnosti.